poslušate Nasvete na zelenem svetu. Danes je z nami Miša Pušenjak. Miša, pozdravljena. Pozdravljen. Danes se bova pogovarjala o kompostu. Najprej pa me zanima, kakšna je tista izbira prostora oziroma kam kompost umestiti v vrtu? Ja, najbolj pomembno je, da je kompost nekje v senci, ker ta glavna stvar pri pravilnem kompostiranju vsaj organske mase je to, da je ravno primerno moker, se pravi ne presuh, pa ne premoker, se pravi najdemo nekje eno mesto, kjer bo v senci, pa jaz bi predlagala, kljub temu, da bi bilo enostavno, če bi bilo to blizu vrta, ker pač imamo potem manj zanositi, da kljub temu ni preblizu, ker v kompost grejo zelo radi spat tudi škodljivci. Kompost je tudi po zimi redko kdaj zamrznjen, pač zaradi te organske mase, ki razpada in dviguje temperatura, in tudi marsikateri škodljivec, bramor, tudi kakšen voluhar ali pa miš ali kaj podobnega, gre relativno radi spat ta kompostni kup. To ne pomeni, da ne smemo imeti komposta na vrtu, da se ne bo kdo strašil, ampak naj bo nekoliko dlje stran od vrta, da jim ne bo ravno tako zelo pri roki. Če se ne motim, se v kompostu zelo radi zadržujejo tudi polži. Ja, seveda, polži se zadržuje posod, kjer je senca, pa ker polži konec konca tudi jejo nekatere stvari, ki so gor na kompostu, tako da dejansko tudi tam v kompostnem kupu znajo najti čez dan kakšno zavetlišče, ja. No, pa podiva na tisto drugo vprašanje, ki je nekoliko bolj vsebinsko. Kako pripravimo dober kompostni kup in kakšen je tisti pravilen postopek kompostiranja? Ja, no, to pomembno je, da se pravzaprav zavedamo, da kompostni kup ni smetiščni kup, skratka ni neko smetišče, kamor nosimo organske odpadke. Če hočemo imeti res tisto odlično dobro gnojilo za vrt, in ne poudarim, da je kompost najboljše gnojilo za vrt, se pravi še boljše od gnoja, čeprav večina ljudi smatra, da je gnoj tisto najboljše gnojilo. Gre za to, da pač kompost ima pravzaprav že iste organizme, kot so že v zemlji, ne? Praktično, ko ga damo v zemlji, postopek poteka naprej do razpadanja, do hranil za rastline, medtem ko gnoj se pa še v zemlji mora kompostirati, se pravi, traja nekoliko dlje. Seveda, če ga pravilno pripravimo, ne? In osnova je, da organska masa na kompostu razpada, ne gnije. To se je pač treba zapomniti. Se pravi, gnitje pa razpadanje je eno in isto. In da ga dobro pripravimo, da bo res dobro nekako to razmerje med hranili za rastline tudi najbolj ugodno, je zelo dobro, da je kompost mešanca rastlinskih organskih odpadkov in pa seveda tudi živalskih. Ni pa čisto nujno, da so živalski zraven, lahko je to tudi potem kombiniramo z starim, nepopolnoma preperelim kompostom. Skratka, nekje v enem času, zdaj po tiste pravilih igre bi bil idealen sicer pomladanski čas, ampak meni se zdi bolj uporaben jesenski čas, takrat imamo namreč največ organske mase na razpolago, tudi odpadlo listje, ki ga nimamo kam dati in podobno, da kompostni kup pravzaprav začnemo zlagati po prsteh. Da je to delo najbolj enostavno, je običajno zelo fajn, da imamo dve luknji, ne. Se kompost pravzaprav ni čisto nujno, da je ograjen. Ograjen kompost, se pravi te ograjice takšne ali drugačne, so nastale zato, da tudi lepo zgleda, ker na vrtu pač en takšen kup enih organskih odpadkov ne zgleda lepo. Drugače, kompostni kup na večjih kmetijah, recimo ekoloških kmetijah, je dejansko kup, se pravi nekje en kup zemlje, ki ne sme biti seveda previsok, ker se ne smejo preveč tlačiti. No, na naših kompostnikih, ki jih imamo ograjene, je pa dobro, da imamo vsaj dve odprtini, da eno tekom leta zbiramo odpadke, vse pač kar prihaja z vrta, kar prihaja z kuhne. V drugem imamo navadno ta že popolnoma preperel del, ki ga potem znosimo na vrt in z njim pognojimo, ali pa popolnoma izpraznimo in nekje začnemo, predvsem prva stvar zelo pomembna je drenažna plast. Se pravi, na dnu kompostnega praznega kupa damo eno drenažno plast, navadno so to ene veje, lahko so tudi kakšne sončnice, če imamo tega več, lahko je to koruznica, skratka kakšna testika ali pa kaj podobnega, skratka je neka organska masa, veje, ki ne bodo prehitro zgnile, da bodo zagotavljali od spodaj zrak, se pravi, da bo kompost tudi od spodaj se zračil, da se ne bo že pri tleh začel zabijati. Potem pa začnemo zlagati po plasteh, začnemo navadno s plastjo teh organskih odpadkov, ki so ostale iz vrta oziroma ki smo jih spravili ven z komposta. Lahko začnemo celo s plastjo listja, če to jesen, pa imamo listje na razpolago ali pa kakšno posušeno travo, tu ne sme biti potem mokra trava, ampak reže praktično seno, da naredimo še malo izolacije in zlagamo po plasteh organske odpadke, gnoj, če ga imamo, gnoj mora biti v tanjši plasti nekje, da ne bom točno govorila centimetrih, da se ne bojo ljudje z metrom mučili, ampak recimo, da rečem, ki je 20-30 centimetrov, skratka, za širino lopate, potem ko organski
odpadki so lahko v nekoliko večji plasti, posebej, če so zračni. Če so pa zelo mokri, kar se včasih zgodi na komposti, zelo mokri pomeni to, ko mi to dvignemo recimo z lopato, pozvilami, da kaplja od tega, ne, potem se šteje za zelo mokre, potem se ta lahko, mora biti tudi tanjša plast in obvezno pol na to plast pride kakšna plast listja, trave, posušene, na pol posušene trave, zato da bo malo sušila ta mokri del. Če nimamo ničesar od tega, lahko vzamemo tudi kakšen značkan časopisni papir, ne tisti svetleč, ampak tale navadni klasični časopisni papir ali pa pepel. Recimo pepel je tudi ena taka zelo uporabna zadeva, tudi tekom poletja, da ga po tankih plasteh tresemo po kompostu ravno to, da ne bo preveč moker. In te plasti zlagamo eno na drugo, opozarjam pa, da končna višina kupa tudi v tem kompostniku ne bi smela biti više kot 1,5 metra. Zakaj zdaj toliko poudarjam, to suh kompost pa ne sme biti previsok, ker osnova, da bo slov razpadala, ne gnila, je to, da je v tem kupu tudi dovolj zraka. In seveda, če imamo kup višji, bo vsa ta masa, ki jo dajemo na kompost, vse skupaj potlačila, ne, bo spodaj zmanjkalo zraka in tam bo začelo se gnitje, ne. Vlažen pa zato, ker brez vlage seveda tudi ne poteka razpadanje. Ravno primerno vlažen pa pomeni toliko, da če bi mi slučajno to maso, kar seveda sigurno ne bo nihče naredil, stisnili v pest, bez nje lahko pretekla kapljica ne sme pa z nje teči, ne sme pa nam razpadati roke, da bi bil tako suh. Ta občutek, vse navadno pol ta občutek, kar dobimo, če je presuho vse skupaj, se pravi v lanskem poletju, naprimer, potem je treba tak kup tudi počasi občasno zaliti, ne. Letošnjem poletju pa verjetno bi bilo zelo dobro, da bi ga ne 2-krat, 3-krat na nek način prezračili, se pravi s kakšnimi vilami, šli v ta kompost in ga malo nadvignili, ker je po mojem skoraj vsak kompostni kup celo preveč moker, ne. In ko končamo to zadevo, je pomembno dvoje, spravi višina nekje 1,5 metra maksimalno, da zaključimo z enim kupčkom, skratka, da imamo na sredi kompostnega kupa nekoliko više in ob robovih nekoliko nižje, zato da bo ta zimska voda tudi čim bolj odtekala, se pravi, ne da bi nekako globačo naredili, ampak en kupček in pa predvsem, da potem na vrh damo še neko izolacijsko maso. To je najboljše so smreči koruznica slama. Če listje, lahko tudi debelejša plast listja, preprosto zato, da ta kup malo grejemo, ne, skratka, da naredimo eno tako izolacijsko plast in zelo, zelo, zelo dobro je, kar je pa pri nas običajno redko kdaj naredimo pravilno, je pa to, da ta kompostni kup naredimo, ko je še toplo. Se pravi, nekje moramo ujeti tisti čas, ko je listje že kar precej odpadlo, tako da lahko veliko večino tega listja tudi tako počasi zložimo na kompost čisto tanko vmes med plasti gnoja in med plasti teh organskih odpadkov. Po drugi strani pa, da je še toplo, se pravi, bom rekla za sredina oktobra, pa ne govorim rada o meseci, ker vidimo, da pač naše vreme ravno ni čisto predvidljivo vsako leto, ampak skratka, da naredimo to enkrat novembra, ko je že hladno, ampak prej, ko je še toplo, da se ta kup začne razpadati že takrat, že v jeseni, da ne čaka do pomladi v takšni fazi, namreč osnova za razpadanje seveda tudi vse temperature nekje 18-20 stopinj, kar se čez dneve, če sonce sije, tudi naredi, ne, ampak nikakor pa ne seveda, ali pa težko verjetno to v novembru. To je vse. In pa še nekaj predlagam, nekaj že prej sem rekla, da bi bilo letos recimo treba večkrat kompostni kup pretresti. Zdaj, odvisno, kaj imamo, kakšnega materiala je narejena tale naša ograjica, če je možno zmes nekje na sredi med te plasti skozi celoten kompost potegnemo veje. Lahko so to, ne vem, palce, lahko so koli, še boljše pa, da je to malo razvejana veja, dve, tako da gledate na vsaki strani komposta ven. Zakaj? Zato, ker pol najlažje dva malo močnejša primeta te dve veji in malo stresete in na tak način relativno hitro že prezračite vse skupaj. To ni treba, da vem, kakšno preobračanje, sem toliko, da malo nadvignemo tiste zgornje plasti, da malo prezračimo vse skupaj, kadar je tako poletje, kot je letošnje. Miša, vaš svet je zelo izčrpen in bo vsekakor koristil vsem vrtičkarjem. Hvala za vaše nasvete in se ponovno slišiva naslednji teden. Srečno. Pozdravljena. Če so vam novice na Zelenem svetu všeč, se lahko prijavite na naše novosti in obvestila, tako boste podobne aktualne vrtnarske nasvete prejemali tudi na vašo elektronsko pošto. Sledite pa nam tudi na socialnih omrežjih, Facebook, Twitter, YouTube in seveda spletni strani zelenisvet.com.